Iz leta v leto se na festivalu pojavljajo večja, bolj prestižna imena. Koliko idej vam je dejansko ostalo še za prihodnje leto? Zdi se, kot da ste že vse izčrpali, ampak vedno znova presenetite. Svet je neizmerna zakladnica. Tako talentov, kakor novih del, kakor ansamblov, kakor odličnih izvedb, ki smo jih lahko že videli ali pa slišali, vendar v drugačni zasedbi, z drugimi gosti in tako naprej, z drugim režiserjem, z drugačnim pogledom na svet in umetnost. Tako da to je neizmeren, neusihajoč izvir. In če imaš to rad, potem seveda ni težko najti navdiha in pa idej. Veliko stvari pa pride skozi delo in skozi uživanje v tem delu kar samih od sebe. In tukaj je potem seveda vedno problem na koncu, je denar, so sredstva, na koncu je treba račune plačati, ne. Imate kakšno posebno ime, ki ga še niste gostili, pa si ga res želite? Želim si pripeljati orkester Simon Bolivar iz Venezuele. To je ena tudi sicer lepa zgodba, kjer so otroke, nacionalna zgodba njihova, kjer so otroke, predvsem brezdomne otroke in pa revne otroke z ulic potegnili v glasbene šole. Država je kupila instrumente in začeli so igrati. In to je prav en socialni, ne samo kulturni, socialno-kulturni projekt, ki mislim, da je izjemen in produkt tega je ta orkester, ki ima ogromno članov, kar nekaj orkestrov je iz tega sestavljenih, tako kot tudi Marinski, ki ima več orkestrov. In seveda največji produkt ravno tega programa je pa dirigent Gustavo Dudamel. In zdaj, ko sem bil v Gentu podpredsednik žirije na mednarodnem tekmovanju za klarinet v marcu mesecu, sem skupaj v žiriji sedel ravno z enim od direktorjev tega orkestra. Oni so lani nastopali v Salzburgu, vendar se na žalost še midva takrat nisva poznala, zdaj pa se. Tako da naslednja turneja, ko bo orkester v Srednji Evropi, bo v Salzburgu in v Ljubljani. Pa so kaj zvezdniški izvajalci? Zelo ne, sploh ne. Z Ervinom Šrotom sva na primer dan po koncertu 6 ur sedela pri Žabarju. In on je potem podaljšal še svoje bivanje kot dopust v Ljubljani za 4 dni za svojo ženo. Torej nimajo kakšnih posebnih želja, kot je recimo to? Imajo želje, ampak te želje so zelo normalne. Imajo želje po vodi, po kakšnem majhnem prigrizku, kakšnih sladkih zadevah, če ti pade sladkor pred nastopom. Ampak to so čisto normalne želje. Si želeli mogoče kakšno predstavo iz preteklosti ponoviti, ki se vam je toliko vtisnila v spomin, da... Želel in tudi bomo ponovili in to je Pandurjev Faust. Kot veste, je lani Pandur nesrečno umrl in ravno za ono mizo sem sedel, ko me je klicala sestra Livija, da se je to zgodilo iz Skopja. In to je bilo res, mislim, to je še zdaj v bistvu težko sploh, se mi zdi, da ni umrl, no, tako bom rekel, še vedno živi. In bomo ponovili naslednje leto, bi jo že letos, pa nimamo strehe, še nad celotnim auditorijem Križank, drugo leto pa bo in bomo ponovili Fausta, ki je zadnja od 8 predstav, ki smo jo od leta 2002 sproducirali skupaj z Pandur Theatres in z njegovo sestro Livijo Pandur. Tako da to bo en tak poseben moment. Ko se vsi odpravljamo na počitnice, se za vas pravzaprav začne tisto pravo delo. Se vam zdi, da nisem na počitnicah? Pravzaprav ja. Ampak a pogrešate kdaj tiste brezskrbne poletne dni? Kljub vsemu... Saj imam brezskrbne poletne dni. Veliko brezskrbnih poletnih dni imam. Torej za vas to ni stres, vidimo, je pa res, da vas vedno vidimo na novinarskih konferencah, ki so pravzaprav, ko se festival začne vsak drugi, tretji dan, vidimo vas vedno nasmejanega, dobre volje, pozitivnega zvečer. Imam dober razlog za to. Prvič, družim se s krasnimi ljudmi. Sodelavci se večinoma zelo dobro razumemo, so kakšne krahi, seveda, ko je treba stvari reševati. Včasih kdo odpove in je treba najti zamenjavo v manj kot 24 urah do nastopajočih. Ampak po drugi strani pa so to vse krasni ljudje, potem so tukaj, ste vi, novinarji, ki nam pomagate, da pridajo te informacije od naših gostov in od nas do našega občinstva. Potem je to ta prekrasen ambient Križank, zadnja leta delamo novinarske, kadar je tako vreme kot danes na Pergoli, ki je nekoliko dvignjena v globoki senci, kjer stalno pihlja.
In mislim, da je to eno tako, vidite, zato pravim, da sem v bistvu ves čas tudi na dopustu. Kljub temu, da je vaš vsak dan nekako dopust, verjetno si vzamete vseeno Ja, nekaj ampak časa. vsi vzamem, ampak takrat smo najrajši, torej jaz ogromno potujem in če se le da, grejo tudi moji z mano takrat, če seveda njim čas to dopušča, pa šola. Kadar je pa dopust, sem pa jaz najrajši v Sloveniji. Ali po zimi v hribih, pa tudi poleti, če je prevroče, zbežimo z morja na Dolenjsko. Koliko časa imate zasebno, da se udeležite še kakšnega drugega dogodka, ali v tujini, ali pri nas, pa da to ni festival Ljubljana Glejte, vse je oziroma povezano. Vse je povezano. Ker je toliko teh, ki so povezani, da zelo redko, pa tudi če grem iz nekega izključno osebnega zanimanja, na koncu iz tega nastane ena odmevna predstava, ponavadi na Ljubljanskem festivalu. Tako sem šel, na primer, v Zagreb na kneginjo Čardaša. In na koncu je nastala koprodukcija zagrebške komedije, Ljubljanske opere in Ljubljanskega festivala in bodo kar 4 predstave v juliju mesecu. Prva je 4. julija v Ljubljanski operi v okviru festivala. Tako. Se kakšne predstave letos še posebej veselite in jo nestrpno pričakujete? Vseh in jaz ravno tako verjamem, da tisti, ki pravijo, da bi si radi vse pogledali, da mislijo resno.